kurva materijalov. Dober dan in lepo pozdravljeni, z vami sem Kristjan Vrečok, nahajam se v prečudovitih Trbovljah na Sveti planini, kjer se bo 22. in 23. junija 2019 odvijala tretja dirka serije Unior Downhill Cup, hkrati pa bo štela še kot državno prvenstvo, se pravi se bodo vsi spustaši Slovenije tistega dne borili za majčke državnega prvaka. Za to prizorišče za moje pojme veljajo nekako 4 prelomence in sicer, če gremo po vrsti, leta 2008 je bil na zadnje državno prvenstvo, leta 2012 je bila proga zadnjič speljana po celi trasi, kjer je štela kot klasa 1 in je bilo kar veliko mednarodne konkurence. Potem 2015 na zadnje prirejen test event, samo do polovice proge, pa snežile na štartu. In pa valjda 1999, kjer so fantje prvič priredili dirko in zdaj letos je 20-letnica od prve izvedbe in zato so se tudi vrnili. In kva smo dobili kar državno prvenstvo in definitivno je proga vredna tega. Pejmo zdaj pogledati, kva dogaja. Evo, že takoj na teli cestici bo v ozadju stal šotor, ki bo pomenil štart. Štartali pa bomo vse v tale jarek in že takoj na začetku dobili predvsej hitrosti. Iz prve sicer zelo kratke hoste, katera vsebuje samo en tak koreninast S-wing, boš ven vletel k demon, šel na tale gap, landil na travo dol in na to v full aero pozi drvel proti vhodu v naslednjo hosto. Ko prideš iz travnika v drugo hosto noter, je še kar dosti tacga ravninskega dela in bo kar pomemben, da te noter prinesli čim več hitrosti, ker na takih delih se pač zgublja. Po travnatem high speedu pridete v tale kanjon, ki vam do dobra pomeče vam plombe pa zamegli vid in po njem sledi pa v bistvu znamenitost te proge Manson. Gremo pogledati. Ko organizator zabetonira vstop v skalna del, pol veš, da je strmo, hkrati pa vam zagotavljam, da bo klele največ gripa na cel dirk. Stari dobri Manson, nekako podoben kot Maribor rock'n'roll, samo da je mačkam bolj strm pa krajši. Definitivno so pa klele nabrali največ gledalcev, ki jo hoteli videti klanje. Izstopi iz Mansona ven v strmino na cesto, prečkanje makadamske ceste in naprej v mesu. Točno na tem delu ga je pa cec enkrat tako dober založil. Tole je torej drug del, poleg Mansona prije še mesu. Ni lih najbolj težek spet za zvozati, je pa težek, ko se enkrat začne dirkati, pa greš hitro, ne. Vse nekaj visi, skozi so nekaj previsi, zelo brisi enega drevesa, pa pač par ograj. Drop prvi, drop drugi, naprej v off-camber, pa pune bombe še čez 2 dropa, ki sledijo. Pestro bo. Evo, prvi previs, drugi previs, itak letiš v flat, pa sam, fantje moji, gas do daske. Če vas zanima, kakšna je podlaga, dajmo reči, da je dost zbita, skr precej šodra, tako da dajmo se zmeniti, ne past, ker vas bo kar raztrgal. Odkle naprej sledi velik high speeda, tako da bom dal kar fast forward, gremo. Evo, po temle high speedu, ki je prišel do sem, nas čaka prva takale avtobusna in sicer tukaj le gor. In pride zelo hiter in te presenet. In ni tako nedolžna, tako kot zgleda. Takoj po avtobusni sledi pa tale del in verjamem, da se je kdo vmes vprašal, pa zakaj pa dele avtobusno, lahko bi sam pičil naprej. Zaradi tega, leti tole izletna cona, zaradi vaše varnosti se gre, noben ne prvoščo, nobenemu, da klele noter leti. Kva pravite? Evo, od tega le vikenda dalje pa spet gas do daske, gremo kar v fast forward. Evo, tole je asfaltna cesta, ki nekako določa polovico proga. Po vsem tem high speedu boste z tega gozda predrveli, prečkali cesto in šli naprej v tole jebo, paste zdaj. Se pravi, takoj iz ceste high speed v poln off-camber previs, strmo in sam gledaš, kje so meje, ne? Glej to. Kak off-camber, na posnetku se sploh ne vidi, kako je v resnici. Po off-camberu spet sledijo takile
travniki, polni high speeda, off camberov, open turnsov, se pravi tipična old school proga, kjer se vidi, kdo ima najboljšo pozicijo na kolesu, kdo najde ta limit med zdrsom, pa da odpelje ka heroj. Mislim, da je to proga, ki je večina novodobnih mulcev navajena. Ja, itak da ne, ka mladina ima rada bande, a ne, da ga šralpajo pa vrizane potke brez korenina, ne, boh da iskale. No, klepa nov tega, tako da adoptor die, bitch. Evo po travnikih sledi še en lep primer izkoriščanja terena. Zapelješ noter v kompresijo in na to skok v neznano. Ponavadi se lenda nekje tjale dol. To je pa tudi zadnja hosta, ki nas bo čakala na dirki. In zdaj pa pogledajte, kaj te čaka, ko skočiš tjale v neznano. Se pravi, sam naravnost dol, urezana pot, polno off-camberov in na konc te strmine loviš tale robček klele, ki ga v bistvu sploh ni. Greš naprej v off-camber in na konc tamle te čaka še uvink skor za 180 v levo in naprej po progi dol. Gremo pogledat. Evo iz ovinka ostro levo nas potem čaka še takle, bom rekel, lovmi mehak del, poln igelc. Zaenkrat če zelo lep, ampak od spodaj so korenje, tako da to se bo sfural. Potem pa v tole staro bando iz leta 2012. Ta pa potem vodi v zadnji del, tak malo bolj tehničen, zelo kratek, ampak strm, pa pičite naprej na skok, ki sledi. Ko prestanete, vas čaka samo še takle odprt desen vink, ki se pol preključi na makadamsko pot, ta pa se potem izlije lepo na travnik dol in tamle na konc bo tudi ciljna arena. Evo, to je z moje strani to, peš ogled proge je končan. Jaz upam, da sem dal vsaj kršemo nek tak zanimiv pogled v to, kaj ga čaka čez en teden. S tem mislim sploh na vas mulce, ki takrat niste vozili. Proga je ista ka leta 2012, skoraj ista ka leta 2008, z izjemo enega spodnjega dela. In bo zanimivo pogledati, kam smo prišli v vseh teh 7 in 11 letih naprej s temi modernimi bajki, ki so daljši, ki so bolj podrti, nižji. Zelo se veselim dirke, upam, da bo vreme zdržal. Proga bo zelo zanimiva in hitra, treba se bo navaditi, pa zmagovalec bo definitivno več kot zaslužen, tako da se vidimo čez en teden v Trbovljah. Ajde!